Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Kako pomemben je spanec ponavadi odkrijemo šele takrat, ko ne moremo dobro spati. In podobno pravijo je tudi pri tistih starših, ki si želijo otroka, pa vendarle ne rata kar takoj, ne, po domače povedano, in se trudijo in trudijo. Današnja rubrika Celostni nasvet in osrednja tematika je neplodnost. In za začetek poglejmo, kaj pravzaprav ta termin sploh pomeni. Torej, neplodnost kot taka je torej stvar, o kateri govorimo, ko pri paru torej ne pride do zanositve po enem letu rednih, nezaščitenih spolnih odnosih. In poglejmo tudi tale trenutek, kaj medicina pravi na vzroke za neplodnost. Torej, vzroki so različni, takole pa so jih razdelili. Torej, vzroke za neplodnost lahko ugotavljamo pri ženski, govorimo o ženski neplodnosti, pri moškem moška neplodnost ali pri obeh. Večkrat jih torej ne odkrijajo in takrat govorijo o nepojasnjeni neplodnosti. Danes so v moji družbi zelo različni gostje, ki prihajajo iz različnih področij. Pa vendarle vsi imajo izkušnje in sicer z delom starši, ki si otrok seveda nadvse želijo. Želijo si zanositi, pa vendar so dobili neko neprijetno izkušnjo oziroma negativno informacijo z področja splošne medicine. V svoji družbi predstavljam in pozdravljam Sabino Cimerman, Bovnovo terapevtko, gospa Marija Marinko je z naši družbi iz Hriba zdravja, potem imamo tudi predstavnika kitajske medicine in pa iz naturopatskega centra Sajeka, Eriko Brajnik. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pomembna tematika, ne? Sploh za nataliteto naše lepe dežele Slovenije. Tukaj imam podatek iz leta 2014 in sicer decembra, kjer je statistika pravi, da dejansko vsak šesti par naj bi imel težave z neplodnostjo. Zanima me, glede na to, da delate z starši, z ženskami, z moškimi, ki imajo te težave, kakšen je vaš občutek? Se vam zdi, da je tega več ali da je tega manj, da je to pretirana številka? Pa bi mogoče začeli kar s tabo, Erika. Ja, kar nekaj izkušenj imam z tem, oziroma kar nekaj parom sem že pomagala, da so prišli, zanosili. Ja, dosti je tega, že pričujoče dejstvo, da moški potrebuje vložke, kako se reklamira, da dejansko energija na urogenitalnem delu ne teče pravilno. Tega je dosti. Ko energija ne teče in se sloj sluzi ne pustijo pretakati mineralu, vitaminu, hormonu, takrat dejansko pol do zanositve ne more priti z obeh dveh strani. Prva stvar glede celostno, glede zanositve, zanositev je najlepša stvar na svetu in dejansko je akt ljubezni, prvi akt ljubezni do samega sebe. Zanositev je v glavi, dobesedno. Stres v glavi, ki se zrcali v prebavi in tudi v urogenitalnem delu. No, velikokrat na tvojem Facebook profilu zasledim vesele novice, ki jih pošiljajo mlade mamice, da so zanosile, da se je pokazal tisti plus tam, ker se je moral. Tako da iskrene čestitke za svoje delo. Si kar takole, si lahko šteješ, da si nekajkrat mamica, kot pravzaprav tudi vi vsi ostali. Torej, številka, ki je bila objavljena leta 2014, vsak šesti par, po tvojem občutku da ali ne? Več tega, manj tega? Absolutno, da. Takole, kitajska medicina, zelo uspešna torej tudi pri teh težavah z neplodnostjo. Kako pa se vam zdi, vsak šesti par v Sloveniji naj bi imel s tem težave? Je to pretirano, veliko dejansko žensk in moških obiskuje pomoč oziroma išče pomoč v tradicionalni kitajski medicini? 对，是的，到我们诊所来的很多病人，也有治疗不孕不育的，也有很多男的女的都有。 Ja, v naših ordinacijah, v Mariboru, Celju, Ljubljani, Kopru se dostikrat srečujemo s takimi primeri. Zdravljenje je kar uspešno, primeri so pa tudi zelo različni, kot se rekla, moški, ženske ali pa tudi pari.
če pogledamo recimo kitajska tradicionalna medicina, tukaj se zdravijo Slovenke in Slovenci, je dejansko že v samem razvoju kitajske medicine je bila akupunktura že v samem začetku na nek način nastavljena oziroma usmerjena tudi v to, da bo pomagala pri neplodnosti? Ali zdravite pravzaprav neke druge vzroke in je neplodnost samo simptom? 因为不孕症有很多原因，我们要一个一个的去分析。按中医里面常见的分的话，分型一般是分肾虚、肝郁、血瘀、痰湿，还有气虚、血弱。Ja, tradicionalna kitajska medicina dostakrat gleda vzroke za te težave, oziroma te težave so pa samo znaki nekih, ko bi rekel, težav na energetskem nivoju. Recimo pri težavah z neplodnostjo so glavni vzroki iz stališča tradicionalne kitajske medicine, recimo primanjkljaj v sferi vpliva ledvic ali recimo lena jetra, da ta sfera vpliva jeter ni toliko živahna, kot bi lahko bila. Lahko je tudi sluz, vlaga, tista, ki povzroča te težave, lahko je, ko bi rekel, šibka kri pa energija tudi vzrok za to. Tako da tradicionalna kitajska medicina gleda tako, kaj je v tej celoti, kaj ni v ravnovesju in to se pač lahko kaže na različne načine, en izmed njih je tudi Ali so ti vzroki, ki jih najde kitajska medicina za simptom neplodnost, včasih v splošni medicini pravzaprav označeni kot nepojasnjena neplodnost? 刚是我们找不到原因。对，有可能。来的病人有的确实在西医的临床检查下没有发现问题，但是按中医的观点去看，他还是有身体的某方面的不平衡。 Ja, je možno. Dostakrat imamo stranke, ki so recimo opravile vse preglede, ampak pregledi niso pokazali nič posebnega. Oziroma vse deluje tako, kot more, ampak takrat potem tradicionalna kitajska medicina pa lahko odkrije neko težavo s pretokom. Potem je pa recimo, kar se tiče pretoka, naprimer jajcevodov, je problem, koliko je ta pretok omejen. Če je ta pretok popolnoma omejen, je mogoče boljš operativno ta pretok spet vzpostaviti. Če gre pa samo za to, da recimo jajcevod ni dosti gladek ali pa da je tam malo preveč sluzi pa vlage, ne da struktura ni nič spremenjena, ampak samo v smislu delovanja, da je delovanje malo slabše. Tam pa se da s temi metodami tradicionalne kitajske medicine to sposobnost, ko bi rekel, urediti. Najlepša hvala. Gospa Marija, jaz se kar malo bojim priti k vam na hrib zdravja, ker pravijo, da to hitro zanosijo pri vas. Kakšen je pa vaš princip oziroma kakšna metoda je pa tam? Danes smo rekli, da na neplodnost gledamo iz različnih vidikov, kajti različne so poti do zdravja. Je res, ker pogledajte, če so te stvari, jaz največkrat pogledam na to življenjsko energijo, to pogledam hipotalamus, to je žleza, ki vse ostale kontrolira, to pomeni ureja naše hormone, ureja spanje, spolnost, apetit, bi rekla občutljivost nekoga, tudi spolnost. In če ta žleza manj dela, kot bi bilo treba, lahko je samo ta žleza kriva, da hormoni niso taki, kot bi mogli biti. To je redki primer. Imeli smo primer ene deklice pred leti, ki sploh ni mogla imeti menstruacije brez kontracepcije, in dolga leta. In potem, ko me je klicala, imela je tudi 6 operacij, ker so nekaj sumili, da je nekaj z očmi narobe, pa v stvari ni bilo nič narobe, ampak jaz sem videla, kaj je, se nekako je ta hipotalamus, to je žleza, ki je običajno velika kot češnja, pri njej je bilo za 2 češnje velika, delala ni pa skoraj nič, kar je pomenilo, da hormoni niso delali, da hormoni, veste, to se pravi, od vseh teh presnovnih zadev do drugih zadev, in ko se je to zrihtalo, sem rekla, najprej je to treba pozdraviti, najprej boš pustila kontracepcijo, če hočeš prejeti, ker je škoda našega dela. Potem se je to pozdravil in ko sem rekla, kaj je, so slikali in so res ugotovili, da s to žlezo nekaj ni v redu. Se pravi, na hribu zdravja vi posredujete informacije in terapije. Na kakšen način? Kaj imate to, aparature ali kaj je to? Nič. Glejte, pri nas to energijo, ko sem od začetka sama, reka, potegneš zastrala, potegneš zemlje. To imamo ene kroge, ki so
na takih vibracijah, da organizem se samo obnovi. Treba je pa vzpostaviti to pretočnost v organizmu. Se pravi, gre tudi za posebnost tega hriba zdravja, dobesedno zaradi energije, ki tam je v zemlji in izžareva na površje. Tako je. In gledajte, ta deklica, potem, ko je to šele po pol leta, je čisto normalno menstruacijo dobila. Danes ima 6-7 let starega sinčka in to je to. Je pa lahko, da tukaj so bile res samo hormoni in en kup teh zadev stranskih, drugače pa tukaj. Nekje čez 30%, nekje 35% Slovencev je okuženih s HPV virusom. Nihče tega več ne gleda skoraj. Bilo je aktualno pred 10 leti, so odščipe delali, ker to je ta virus, HPV, humanih papiloma virus, ki običajno povzroča tudi raka na materničnem ustju, ampak najprej je vnetno stanje tega virusa, kasneje se pa spremeni v rakasto lahko. In ko imaš ti ta virus v sebi, danes se 4. generacija otrok rojeva že s tem virusom. In to so grozljivke, se reče. Potem imeli smo tudi te pregrade, zdravniki so ugotovili pregrada na maternici in nemogoče, da za nos treba je operacijo. Ampak je imela še kri slabo, imela je na hrbtenici ene poškodbe, zaradi tega tudi zelo, zelo slabo kri. In ko se je to vse uredilo, je čisto normalno, brez vsake operacije zanosila. Odlično. Bomo še v nadaljevanju govorili o različnih primerih, ki jih imate in vaših izkušnjah. Gospod Cimerman, v Sibiriji, kjer ste bili že kar nekajkrat, so vam rekli, da imate zlate roke. In roke nad vse uporabljati pri Bonovi terapiji. Kakšne pa so vaše izkušnje pri neplodnosti? Bi lahko rekli, da ja, vsak 6. par res ima, ali je to številka, ki je mogoče pretirana, zato da nas je strah vsega tega, ali je ta številka mnogo, mnogo nižja, mnogo večja? Kako je vaš pogled tukaj? Jaz se moram popolnoma strinjati z vami. Resnično je 5 do 6 parov, ki so pač v Sloveniji, ki so neplodnih. In to v bistvu mogoče včasih še tudi zastrašljivo, da smo prišli tako daleč, da enostavno se moramo resnično začeti ukvarjati s tem. In velikokrat, vsi, ki pač prihajajo, večkrat pride najprej ženska, potem povabim še njenega partnerja, da prideta skupaj in potem, ko naredim Bonovo terapijo, delamo najprej s tem, da odpravimo te zunanje vidike, to je stres, največkrat je stres. Velika obremenjenost s tem, a bom zanosla, ne bom zanosla, kdaj bomo imela spolni odnos, a boš prišel prav čas domov, a si obremenjena ali nisi. In to je en kup stvari, ki v življenju še zraven prinese v bistvu negativno energijo in še zraven negativni odnos. In ja, jaz v bistvu delam na pretoku energije. In velikrat mi je že res kdo rekel, da imam zlate roke, ker enostavno pretok energije se zelo hitro vzpostavi in človek začne čutiti, da se nekaj dogaja v njegovem telesu. Tudi če nič ne čuti, v bistvu Bonova terapija pomaga, da se enostavno začne ta pretok energije v telesu vzpostavljati. Zanimivo. Ne vem, če ste se poslušali med sabo, ampak vsi govorite iz različnih vidikov to, da zrihtate energijo, da je ta prava. Da je ta prava pretočnost energije. Ampak zanimivo, ko greš pa k doktorju, ti pa noben tega ne reče, da mora biti pretok energije. Evo, vprašanje, s to tematiko bomo namreč tudi nadaljevali še kasneje, tako da še mnogo vprašanje, ki bodo prišla na vrsto. Tale trenutek hiter odgovor, največkrat najdete vzrok pri ženski ali moškemu? Par je zelo individualno. Več ali manj pride ženske, 3/4 pride ženskih, samo pol se pregleda, se vidi celotno. Za zanositi morata biti 2, to je dejstvo. Tako da 3/4 je ženski in tudi jim je narodno. Počutijo se manj ženske. Pride da reče, ja, veste, jaz ne morem zanositi, imamo težave, ma tako ne povedati okoli, ne tako. Jih je zelo narodno, se počutijo manj ženske. Medtem, ko je fora samo v tem, da energija steče. Energija je življenje. Če ni energije, ni življenja. In mi jo moramo še paradižnik rase v pravem okolju, v toplem. Če imamo tleti v maternici hlad, energija ne more steči. Če imamo v moškem predelu hladni, ta urogenitalni del, mobilnost spermijo bo 0. Tako da to je treba porihtati. Dostikrat se mi je že zgodilo, da je prišla punca, pol dejansko, ko sem videla, da z njo kaj dosti narobe nismo poklicali še drugo polovico. Bolj so ženske odprte na to, rade bi zanosile, one nosijo, one rodijo. Ampak ali takoj prevzamejo krivdo nase?
V tem smislu, aha, jaz sem ženska, jaz ne morem zanositi, torej z mano je nekaj narobe. Ja, zato ker je ona, ki nosi in rodi, tako nekako je to gledano. No? Pač, ja, to je. Ja. Ni, da bi bilo, jaz bi ful bil oče, dajte poglejte mojo ženo. Ne, ni tako. Se mi ni še zgodilo kaj takega. No? Kako pa je pri vas v kitajski medicini? Je mnogo primerov, kjer moški pride in reče, rad bi, da moja partnerka zanosi? Ali so to predvsem ženske, ki prihajajo na akupunkturo, akupresuro in druge metode tradicionalne kitajske medicine? 如果要说病人来的多的话，还是女孩子来的多。但实际上你要是按原因去分的话，男的女的应该是一样的。 Pride več žensk. Ampak glede na vzroke je pa isto. Vzroki lahko glih tako pri ženskah kot pri moških. Ni šlo. 然后就说男的也有，我们这里也有男病人治疗成功了的，比如说按西医去说他的什么精子活力很差，然后精子的数量很少，这个是通过针灸都可以跟他调整好了，也有成功的。 So bili pa tudi uspešni primeri zdravljenja neplodnosti pri moških. V smislu pač število semenčič je bilo premehno ali pa ta kvaliteta gibanja semenčič je bila preslaba. In z akupunkturo se je to izboljšalo in sta par je eventualno zanosil. Vi ste že zaupali, da 3/4 pride žensk, tistih, ki imate težave. Kakšne izkušnje imate pa recimo z moškimi? Zato, ker jaz zahtevam, kadar je HPV virus, to pomeni, da morata priti oba. Sploh sem enega ne obravnala. Imela sem en primer, ki je rekla, ne, moj pa zato ni, a ne. Se nekaj, jaz bom to naredila, ampak vedi, da se pa stvari lahko ponovlja, a ne. In je res, po parih letih, 2 leti je nekje rabila, da je zanosila in potem je otrok imel ta virus in ona ga je ponovno dobila. Sicer je bilo manj stranskih učinkov, ampak sem rekla, spet bomo nekaj štimali, ampak zdaj se pa zamislila, ima smisel ali ne. Ker gledajte, pri spolnem odnosu pride do prenosov običajno tega virusa, a ne? In ta virus je potem lahko kjerkoli v organizmu, ni vedno samo maternični vrat, maternica, lahko je rak na jajčnikih, brez da je maternični vrat. To pomeni, kadar gre ta rakasta zadeva iz črevesja ali pa iz ledvice na jajčnike, a ne? In gledajte, imela sem primer, ko so žensko, ne vem, 42 let je bila stara, ki je prišla k nam, so jo 4 ali 5-krat je bila na umetnih osemenitvah, nikoli ni nič ratalo, normalno, ker če je maternična sluznica preveč bazična, pomeni tudi, če bi se slučajno prijel, gre kasneje naprej, ne. In potem je zanosila, ne, 2 leti zatem, pri 44 je zanosila, nič povedala, nič, kot da ni nič, ne. Stvar je rodila in pri 44 letih so dali 4-krat, bi rekla, te umetne popadke in kaj se je zgodilo, otrok je praktično skoraj umrl. Zaradi teh umetnih popadkov. Gledajte, takrat, ko je v teh letih, običajno za prvo rojstvo, ne bi na lepši način reševali carski rez, ne, običajno je. Ampak odvisno od zdravnika, kako se odloči, a ne. Vedno pa te umetni popadki, ki jih dobijo, vedno na možgane otrok vplivajo. To zadnjih 15 let raziskujem in so katastrofalne zadeve. Lahko po parih letih otrok ne more več govoriti, ko je že začel govoriti, ne. To so možganski živci in kup teh sorodnih in jaz sem to ugotovila pri 2 deklicah, dvojčice sta bile in prva je normalno bila rojena, pri drugi so dali pa umetne popadke. In ko je bilo to pri deklici pri 15 letih kot siva mrena na očeh, ker to je starostna bolezen, so rekli, tukaj pa nekaj ne štima. In so šle raziskovati, mama je potem povedala, da pač kako je bil porod. Sem rekla, no to sem pa pri vseh teh otrocih začela naprej to opazovati in to se da zelo lepo potem urediti, ne, tudi dislekcija lahko zaradi tega pride. Mislim, center govora prizadet, motorika je lahko prizadeta. En kup teh stvari. Cel domino efekt, verjetno. Ja, domino efekt. Gospa Ciberman, imate dosti izkušenj z moškimi, ki pridejo na bolnovo terapijo iz razloga, da bi torej partnerka lahko zanosila? Zelo sem vesela, ker jih je vedno več. Vedno več? Vedno več jih je, ja. In sem zelo vesela, ker pri meni vedno poteka tako, da imamo pogovor. Vedno prije najprej ženska, potem prije pa še partner, imam ločen pogovor za gospo in za gospodom. In ko pride na bolno terapijo, se zelo sprosti.
In veliko moški običajno kar zaspijo. No. Zanimivo. In potem, ko se reče, a je že konc, jaz tako fajn se počutim, zdaj sem pa tak, prav kot da se prav moškega počutijo. To pa gre energija. Pa gre, ja. Naslednje vprašanje bo mogoče malce drugačno. Živimo v času, kjer je prav, da na neki točki se poročimo, kupimo avto, imamo hišo, psa, mogoče še karkoli drugega. Ali je naloga vsake ženske, da ima tudi otroka? Je to v življenjskem poslanstvu vsake ženske? Bi vsaka ženska morala imeti otroka? Ali enostavno nekaterim to ni namenjeno oziroma so druge stvari, ki jih želijo v življenju? Pogled na tole me zanima, Erika. Tako je. Naravno je dano, da je reprodukcija. To je naš instinkt, to mora biti. Tudi življenje nam je tako naklonjeno, da dejansko v prvi polovici življenja nam je naklonjena narava, v drugi polovici se moramo malo bolj paziti, ker ni več toliko naklonjena, ker je šlo tisto mimo. Ampak dejansko tako je, kadar ti dosežeš ravnovesje v sebi, harmonijo v sebi, pol lahko stopiš en korak naprej nad gradnjo. Ne pa neki na silo, kar takoj, zato ker je 30 let, zato ker zdaj bi pa jaz si to zaželela, ko novo obleko, zdaj pa ena otroka, tako na hitro. To ne gre. Tudi ta ženska lahko na silo zanosi in pol kako donosi. Lahko tudi na donosi. Jaz jih dobim dosti, ki imajo ogromno splavov, ker niso pripeljale do konca nosečnosti. Koliko jim svetujem, ne počakati, urediti. Zdaj začnem z absorpcijo, urediti, zato ker pri absorpciji takrat so vsi hormoni tudi se pravilno tečejo, pravilno delujejo. Cink, bakar, minerali, z laktobacili delamo zato, da je pH pravi vaginalni od urogenitalnega dela, pa tudi pri moškem, ker dejansko je bolj baziten. No, v glavnem, vse to je treba najprej urediti, da zanosimo in pol moramo donositi. In pol še zelo hvaležno lepo roditi, brez umetnih popadkov, brez carskih redov, zato ker se da, brez da bi te samega sebe že ob porodu rezali, ker ni treba, da je kirurški poseg porod, je čisto naraven, sam treba se pol takrat poslušati in poslušati instinkt narave, ki je tak bolj divji pri porodu, kar človek ni navajen. On hoče imeti vse pod kontrolo, hočemo vedeti, kdaj bomo rodili, hočemo vedeti, kaj bomo rodili, vse. Še barvo vsega bi vedeli, lasi, to bo pa super. Ni res, nimamo vsega pod kontrolo. Je namen vsake ženske, da da to reprodukcijo, da uporabi in da da temu svetu svojega otroka, ali ženska lahko živi normalno, kvalitetno in zdravo življenje, tudi če tega ne opravi, ker to ni v njenem bistvu. 中医的观点应该是这个样子，就是说，她如果能够自然的怀孕的话，生小孩子的话，对女性的身体来讲会非常的好。很多的女性，她在生孩子前和生孩子后，她的身体会有一个很大的变化，很好的变化。 Če ženska lahko spontano zanosi in donosi, je to za žensko lahko ena, ko bi rekel, kakor stopnica v življenju. Lahko tudi to ženski prinese en nadaljni razvoj. 如果能够自然的生的话，这个是很好的，我们认为是非常好的。当然，如果她生还是不生，这个只能是她自己的选择。现代社会都很尊重人的权利。Je pa odločitev za to, a bi imela otroka ali ne, popolnoma v njenih rokah. Saj živimo v demokratični družbi, ženska si vendar sama izbere, a si to želi ali ne. Ampak včasih si izbere, da bo mati zaradi družbe, ker je pač čas, ker je pač taka so leta in tako naprej. Njena odločitev. Prav. Gospa Marinka, kako vi gledate na to? To je res tako, vedno ženska odloča o tem, ni po vsaki namenjeno. In ko se prepusti, se zgodi. In najslabše je, če tam datume štejejo, da točno takrat, ker bo takrat boljši kot oseba, ker bo takrat boljši. Ne, ker tudi dostikrat v nas, ko se pozdravijo, ko prej res ne morejo, potem so zdrave in zmeraj rečem, zdaj pa počakajte. Prvič, najmanj 3 mesece, da se vse organizm obnovi, potem pa, ko bo. In prej, ko boste izklopili tisto, moram zanositi, hitreje boste imeli otroka. To so dejstva. In je pa pomembno, kadar so težje obolenja, rečemo rak na jajčnikih, na maternici, tudi kakšna druga obolenja, vedno rečem, vsaj 3 mesece
potem ne smete zanositi. Imeli smo tak primer iz Osijeka, teden za tistim, prej 7 let nisem mogla imeti, ne? In ko sem bila dol, tisti teden je potem zanosila, ker pač ni verjela, da bi naenkrat lahko, prej sem pa 7 let poskušala. Pač tam je bilo še druga stvar, bila ta duhovna sfera, imela je splav, pa je bilo to treba najprej urediti na teh duhovnih sferah, da je pa bilo telo spet pripravljeno novo dušo sprejeti. In ko se je to zgodilo, sem rekla, 3 mesece ne, da ne bo. In potem je bilo tako, pred dejstvom je bilo, da gre ta plod naprej. In jaz sem vedela, da je tukaj bo strašno težko obdržati. In pomagala sem, kakor se je dal, ampak ko je bilo, v glavnem, kilce je bilo veliko, ko se je rodilo, ne, ampak potem je bilo to nadaljavo, pljučka niso delale, knof pritisneš, pa so delale. To ni delal, spet poštimaš pa dela. In pred leto je ta deklica dohitela tiste sovrstnice, ne, bilo je pa zelo težko. Ker ne verjame, da je treba najprej telo pripraviti, to je naše gnezdo za bodočega. Rekli ste, da je bilo treba urediti tudi na duhovnem vidiku oziroma na duhovnem področju. Ženska, ki ima veliko splavov, se pravi, duša pride in potem gre. Dajte nam tole malček bolj razložiti. Glejte, to je, ko je splav. Glejte, mi ne vemo, kdaj se duša utelesi v to nerojeno bitice. Lahko je takrat, ko se začnejo celice deliti, ko nastaja ta plod. Lahko pri 3 mesecih, lahko pri 7 mesecih se šele utelesi. To ne vemo. Pri vsakem je lahko drugače. Celo se otrok rodi, to se pravi višja bitja, ki ne rabijo več izkušnje rojstva, takih je blazno malo, ampak so tudi ti. Ampak tukaj lahko ima 5 splavov, pa samo 2 duše zaznaš. To pomeni, običajno je tudi takrat cista na maternici, v maternici. Primer sem imela, ko je ženska prišla k meni brez maternice in jaz ti vprašam, zakaj so ti pa maternico vzeli? In sem tudi vedela, kaj je bilo. Sem rekla, mi lahko malo razložiš? Ja, sem imela bule v maternici, pa sem najprej postrgali ven, to se pravi, to je kar precej let nazaj, da z tega ne delajo. Potem se je pa ponovno naredil in potem so mi maternico odstranili. In kaj je bilo? Ko je prišla k meni, je imela blazne bolečine v trebuhu, ampak je imela te 2 iste ciste, kot so jih že 2-krat pospravili, na jajčniku. To je v stvari materializirana duhovna sfera. To je lahko od 2 cm pa do par centimetrov velik zračen ali vodeni čep, to je kot cista in tisto pritiska. In potisno je, koliko je bilo, bi rekla, teh duš. To je zanimivo, mogoče kdo tega ne čuti, ampak jaz te stvari čutim. In ko to rešiš, ko to pošlješ tam, kamor pač te dušice spraviš tam, kamor ne bi šle, se avtomatsko to zgine. Na drugem slikanju tega ni več. In šele potem telo spet te žleze in vse skupaj začne normalno funkcionirati, ker pogledajte, kadar je duhovna blokada, to se pravi te nerojene dušice, takrat desna pa leva polovica možgana ne dela sinhrona. Avtomatsko so obščitnice povečane, ne ščitnica, obščitnične žleze in to je v stvari kot breme te duše materine. To pomeni, da je tam nekje 80% povečane obščitnice. To je neprestano knedl v grlo. In ko to režeš, se avtomatsko to odpre. Tisti moment, da gre to nazaj in vzpostavi se ta pretočnost. In to je to. Gospod Cimerman, kako pa vi pravite, oziroma kakšen je vaš pogled pri Bownovi terapiji, se pravi na ta pritisk, ki ga čutijo ženske, ki mogoče ni namenjeno, da so mati, oziroma ali obstajajo takšne ženske, ki jim to enostavno ni namenjene, ali bi mogla imeti vsaka v glavi, ok, moram roditi. Obstajajo, definitivno. In te v bistvu se tega zavedajo in te so same s sabo to razrešile. In so same ugotovile, da pač one niso poslane na tem svetu, da so matere, da pač naprej pač ne rabijo te izkušnje, točno tako. Ampak je pa bistvenega pomena, tudi to bi rada dodala, da mi kot terapevti, velikokrat je naša naloga, da naučimo ljudi, kako lahko tudi pomagajo, da ženske zanosijo, da se same s sabo več družijo, da se s partnerjem več pogovarjajo, da nekaj skupaj naredijo,
zelo velikokrat jim razložim in naučim, da si naj masirajo področje trebuška, maternice, naj si roke polagajo, naj grejo v naravo, naj se družijo s partnerjem, naj si vzameta čas, naj se dobita enkrat kot dva ljubimca na kavi, ki se prvi spoznata, ne, in potem začneta v bistvu iz tega spet malo drugačen odnos. In zdaj, če se vrnem nazaj to, kar ste me vprašala, ne, ko se ženska nekako sprijazni s tem, ne, da pač ni ustvarjena, da bo pač da bo rodila, da bo pač to stvarjenje nadaljevala, da se bo pač otrok ustvaril, ko to sprejme, nekako zaživi potem, ne, in velikokrat se zgodi, ko pa menja partnerja, se pa to poslanstvo njeno takrat se pa izpolni. In mi smo pač v različnih obdobjih v življenju. Enkrat imamo pač eno pogled, pa eno obdobje, pa enega partnerja, drugič imamo drugega in se stvari menjajo. Okay. Takole, evo, še eno hitro vprašanje in še kakšno hitro vprašanje, predvsem me zanima, Erika, tudi pri tebi, kako se ti lotiš te stvari oziroma kako pričneš neko terapijo pri ženski. Vprašanje je zelo preprosto. Greš na internet, na eno spletno stran, izbereš si darovalca, pol še kakšne oči hočeš, da ima pa še kakšne druge zadeve. To spermo dobiš skupaj z pripomočki in orodji v 48 urah in ženska sama sebe oplodi in to je super fino in fajn. Vaše mnenje glede tega? Egoistično in ni akt ljubezni do sebe. Ne gre. Ne gre. Ne gre. Dobro. Komentar, kitajska medicina, kaj pravite na to, da ženska naroči spermo, se sama oplodi in je veselo noseča? 我觉得还是天然的、最自然的、天生的方法最好。这个，Dr. Yao Junhao meni, najboljše je narava. Najboljše je tisto, kar je naravno, kar je spontano. To je to. Ja, moje posebno mnenje pa je, da pač ženske imajo vse pravice, glih tako, kot imamo moški. Pač ne, če se to želi, lahko to naredi, zakaj pa ne. Hvala lepa, hvala dr. Yao. Naravno. Sigurno. Če pa ni, če se pa res ne da, pa pomeni, da so druge sfere, ne, in da takrat tudi moramo sprejeti. Tudi če želimo, včasih ne moramo. Ne. Kako pomemben je torej faktor ljubezni in ta faktor človečnosti pri temu svetemu dejanju, ki se zgodi? Ja. Bistvenega pomena. Sigurno. In tole, da se ena ženska za to odloči, vprašanje je, zakaj se za to odloči. Ne? Sigurno ima tudi eno predpostavko, zakaj je do tega prišla. Ne? Ali je bil pritisk toliko močen na njo, ali je želja toliko velika, ali želi sama, tako je Erika krasno povedala, egoistično. Ne? To je zelo, mislim, mi v bistvu nismo zdaj tle, da bi to sodili, ampak ko ste nas vprašali, pač več dejavnikov, ki vplivajo na to. Ne? Hvala za vaš odgovor. Ja. Erika, na kakšen način se v naturopatskem centru Sajeka lotiš obravnave ženske, ki pride in reče, mogoče mečkeno zaskrbljeno, da ima težave s tem, pa ne preveč okrog govoriti? Ja, točno tako, ja. Celostno. Dobro. Fizično. Začnemo na fizičnem delu, fizično in pol preidemo na psihično, če je to potrebno. Fizično dejansko pogledam z iridoskopoma tudi celo telo, ki energija ne teče, enostavno tam. Vzroku je več, ni samo eden. Je lahko v ledvenem delu, lahko v vraničnem delu, lahko v jetrnem delu, je več različnih vzrokov, vidiš, kje je vzrok in se celostno daš napotke človeku, kako naj doma si zaviha rokave in dela. Dela na prehrani, tako da kuha in se prehranjuje pravilno, lahko dela določene obkladke, kopeli, se doma lahko masira. Več različnih primerov, načinov, tehnik, odvisno od vzroka. Imamo pa tudi absorpcija. Absorpcija je ključna. Te sluzi, vaginalni pH mora biti manj kot 4,3. Tle so ključni laksobacili, acidofilus, plantarum, helveticus, saccharomyces boulardii. Torej, če ima ženska vnetja, pogosta vnetja, takrat je pH vagine nepravilen. Se pravi, treba je telo spraviti v ravnovesje. Verjamem, da bomo imeli kakšno oddajo, ker bomo govorili samo o tem in tudi predstavili različne rešitve, prav? Ja. Odlično. Kako se v tradicionalni kitajski medicini, dr. Yao, lotite ženske, ki pride s težavami, da ji ne uspe torej zanositi? Kako, na kakšen način je akupunktura tista, ki je prva? 对，是的，我们章程是1针2灸3中药嘛，是这样的顺序，还是一样，我们还是要去找它的原因，就是我刚才说的肾虚、肝郁、血虚、痰湿和气血虚弱，要把它的原因解决掉了，这个人肯定就能够正常自然的怀孕。
prva stvar, ki je, glih tako, kot je gospa Erika povedala, treba je najprej poiskati vzrok. Pač pogledati telo kot celoto in pogledati, kje je vzrok za težavico. Metode potem pa so prva je akupunktura, druga je moksa, potem so še zelišča. Odlično. Najlepša hvala. Gospa Marin, kako se vi lotite? Pri nas pa, kadar je to, najprej že po telefonu ugotovimo, kaj je, potem naročimo, vedno moške pa ženske posebej, zato ker, glejte, včasih je tako, da je imela lahko splav in če partner za to mogoče ni vedel, lahko je imela z drugim karkoli, da te stvari ostanejo osebno. To, da bi pa v teh stvareh okoli govorili, pa ne. Jaz vedno povem o boleznih, ne pa o ljudeh. Tako da ni nikjer imena in tudi tista mora biti ta zasebnost popolna. Ne. In to se s sinom se med sabo pogovarjava o teh zadevah, kaj je, ker en drug se pač oba en od drugega učiva še ne, ampak drugih stvari pa ne. In ko to se ugotovi, potem je najprej treba te kanale odprt, če je potrebno tako, kot smo prej rekli, kakšno dušico spraviti, ker tukaj tudi ni rečeno. Spomnim se primera, ki je ženska deklica prišla tam skoraj 30 let stara in jaz sem mečkam pogledala in sem rekla, veš, rada bi enostavno je hotela, da zanosi leta in leta nič, ne, in tukaj mečkam pogledala in sem rekla, veš kaj, pri tebi bo pa sem tvoja babico spravila tam, kamor ne bi šla, čez en let imaš ti lahko otroka. To sem edini ženski, da sem to rekla, ampak zanimivo dušo njene babice je blokirala ta sistem. Ko je ta gospa umrla, bila je strašno navezana na njo, se je energetski sistem zablokiral in ko so to tam na dvorišču tako rekoč rešile in pol me čez pol leta mama njena kliče, veste, da je takrat pa takrat ima termin in mislim en dan pred tistim letom, ko je bila tukaj, jaz se niti deklice nisem spomnila, niti katera je bila to, ampak vedela sem hčera, katere ženske je to. Najlepša hvala za tole izkušnjo, ki ste jo delili iz hriba zdravja. Kakšna so pa navodila zlatih rok, da naredijo pri Bownovi terapiji? Kaj morajo narediti? Jaz vedno vzamem to celostno. Najprej vprašam, kako živijo, s kakšno delo opravljajo, na kakšen način, kakšna je njihova prehrana. V bistvu celostno pogledam in potem, ko naredim terapijo in ko naredim terapijo, že potem tudi vidim, kje pretok je, tako je tudi gospa Erika rekla, ko smo ostali povedali zraven. Pač treba je pogledati, kje je pretok, kje so blokade in takrat se odpravijo. Takrat pač je treba več narediti, več potez. In potem tudi se pa hitro energija steče, ženska se drugače počuti, pride drugič sama tudi kaj opazi, da mi na svet, kaj naj proba, ker za vsakega ni vse, pač več stvari povem in potem se odloči, kaj je pa za njo sprejemljivo. In potem veliko krat tudi, tako sem že omenila, da je pač se masira, si maternico masira, se dotika sama sebe, se... Samonegovanje. Samonegovanje. Takole, evo, še eno hitro vprašanje, da ali ne, odgovor za vas. Ženska, ki ima mogoče 40 oziroma blizu 40 ali več kot 40 let, vsi ste govorili o energiji, da vzpostavi ves ta pretok energetski, da vse stoji tako, kot mora biti. Je tukaj še kakšen drug razlog, zakaj naj ne bi zanosila, ali v tem primeru lahko rečemo, da starost ne igra posebne vloge? Da, ne? Lahko da nosi, absolutno.40岁当然是可以的，完全没有问题的，只要把它调理正常了，他的身体平衡了，肯定是没问题。 Seveda lahko, samo da je, ko bi rekel, telo in duša v ravnovesju, ni nobenih problemov. Ni nobenih problemov? Ja, moramo vedeti tudi, kakšen je partner, lahko z določenim partnerjem ne more zanositi, pa sta oba zdrava. Nista si namenjena, tudi to je lahko. Ampak rečemo, da lahko. Lahko. Lahko tudi jaz potrdim, da lahko. Odlično, super. Najlepša hvala za vaše poglede, za vaše nasvete in za vse, kar ste delili z nami. Kaj boste lahko našli tudi na www.klepet@kavi.si. Sicer pa, Erika, vem, da se pripravlja tudi en tak poseben klepet z vami oziroma s tabo, kar se tiče neplodnosti. Tudi mi bomo govorili o tem, tudi mi bomo še govorili o tem in mi se še kdaj srečamo in bomo govorili o tem, kaj ne da. Hvala lepa. Tako da vaša vprašanja lahko zapišete tudi na info@klepet@kavi.si.
www.ženska.si, če imate za kakšnega posebnega, torej dotična vprašanja, kajti razlogi za to, da ne more ženska zanositi, ja, kar nekaj jih je lahko. In ne se sprijazniti s tem, da vam zdravnik torej reče, gre za nepojasnjeno spolnost, raziskujte naprej in seveda je predispozicija, da si le to srčno želite. Najlepša hvala sem še enkrat in vam, naj vam bo svetli. Pozdravljeni. Hvala lepa.